Razlog, zakaj smo se tako odločili, je čisto preprost. In sicer v preteklih letih se je izkazalo, da so tako imenovani parakomunalci, kot jih mi imenujemo, te kosovne odpadke, ki so jih ljudje nastavljali ob hiši, na cesto, predhodno, da tako rečem, vse, kar je bilo že uporabnega, pobrali in dejansko smo mi na koncu nismo več dobili kosovne odpadke, ampak mešane odpadke. To je ena zadeva, se pravi čist, bi rekel, te praktične narave, druga zadeva je estetske narave, seveda to odlaganje na cesto je tudi kazilo mesto Maribor. Mi se zdaj pripravljamo na Evropsko prestolnico kulture in seveda ne bi bilo to, bi rekel, dobra popotnica. Zato smo se odločili, da bomo šli na ta naročniški sistem, kjer rekel, naši ljudje, se pravi občanke in občani Maribora in seveda teh okoliških občin, v katerih mi izvajamo javno službo, zbiranje in odvoz odpadkov, lahko, bi rekel, naročijo takšen odvoz teh svojih kosovnih odpadkov. To seveda, bi rekel, v svetu nič ni novega. To zadevo že nekaj let izvaja v občini Kranju. Prav tako pa, bi rekel, te naše bližnje sosednje države, kot je Avstrija, Nemčija, ta sistem že tudi poznajo kar nekaj let. Tako da, bi rekel, smo se tudi po teh vzgledih in na podlagi teh izkušenj tudi mi odločili, pa ne samo mi, ker precej, bi rekel, komunalnih podjetij Slovenije, ki se bavijo s to zadevo, so se letos odločili, da pridejo na ta sistem. Torej, ta nov naročniški sistem, ki ga vzpostavljamo, smo se pripravljali kar nekaj mesecev, namreč zahteva določene pogoje, znanja, izkušnje, pripravo torej različnih informativnih gradiv, da torej občane obvestimo, kako in kaj bo ta sistem potekal. Tako v začetku aprila, že v 3 zunajmestnih občinah. Sistem je zaživel, dobivamo že prva naročila in moramo povedati, da so torej občani sistem pozitivno sprejeli. Tudi sami vidimo v sistemu veliko prednosti, torej napram staremu sistemu. To je predvsem to, da je sistem prilagojen potrebam naročnikov oziroma občanov, se pravi, da naročijo odvoz takrat v letu, ko ga potrebujejo. Namreč sistem, torej v aprilu že v zunajmestnih občinah in zdaj v maju v Mariboru, se torej zdaj začne in poteka torej neprestano. Tako da prilagojen je torej potrebam občanov, po drugi strani gre tukaj za direktni kontakt z občani, torej za vsak odvoz bomo kontaktirali torej gospodinjstva in seveda njihov predstavnik mora biti ob odvozu tudi prisoten. In še ena prednost je tukaj, da se ljudje enostavno bolj zavedajo teh odpadkov. Sam jih torej preda z zavedanjem, kaj kosovni odpadek je. O tem bodo tudi v zloženkah, ki bodo prejeli v prihodnjih dneh v Mariboru tudi obveščeni, torej kaj sodi med kosovne odpadke in kaj ne. Torej odpadke, ki ne sodijo v to skupino, bomo sicer odpeljali, vendar ločeno in proti plačilu. Seveda je bilo treba tudi planirati vozila in logistiko za delovne dni, ampak z novim načinom pa se te zadeve spremenijo toliko, ker dejansko dobivamo v hišo individualna naročila, ki pa se pravi, jih je možno dobiti, se pravi, naročilnice za individualna naročila preko nove spletne strani ali v pisni obliki kot priloga položnic, potem tudi na zbirnih centrih, 3 zbirnih centrih, ki so v mestni občini Maribor. Se pravi, tudi pošljemo te naročilnice, možno jih je dobiti tudi tukaj pri nas na sedežu podjetja v infopisarni. Odvisno od tega, se pravi, katere frakcije oziroma kateri kosovni odpadki se bojo pojavili in bojo tudi lahko kreirali na nek način te tovorne enote oziroma izbiro vozila za izvedbo tega prevoza. Zdaj, način je tak, da ko stranka pošljejo, mi tudi pol obvestimo, da smo to naročilnico dobili in da stranko obvestimo, da bo ta odvoz v roku 3 tednov izveden. Točen termin stranka še pol dobi nekaj dni pred odvozom in je tudi dejansko naš referentka, se pravi z stranko,
še enkrat prečekirajte naročilnico, ki je bila poslana, da se prekontrolira kosovni odpadki, ki pa so bili napisani na tej naročilnici.